Zato je pri nas pravzaprav značilnost naše družbe, da je družba ostala v bistvu destrukturirana, vsak po svojem predstavništvu, da je vsa moč skoncentrirana v političnem podsistemu, zato tak velikanski pritisk na osvojitev političnih funkcij, ker samo preko mesta v politiki lahko kaj vplivaš na spremembe v družbenem življenju. Zato praktično po logiki stvari same na sebi prihajamo do neke zelo avtoritarne oblike vodenja družbenih zadev, ki ne morajo drugačni biti, kot so. Na eni strani, tega, ker je že sestav samega državnega zbora, tako da je politična stranka, ki je dobila na volitvah največje število glasov, oziroma največjo moč, oblikuje tako parlament kot vlado na čelu pač te kvantitativnega odločanja. Se pravi, s tem smo avtomatično prišli do povezave ali pa so do istosti parlamenta in izvršilne oblasti. Zakonodajna in izvršilna oblast se prelijeta v eno samo oblast, katere vrh pa je pravzaprav ne v parlamentu samem, ampak izven parlamenta v vodstvu politične stranke. S tem smo praktično demantirali v bistvu funkcijo političnega, oziroma parlamentarnega sistema. Zato so vse te anomalije, s katerimi se srečujemo, so pravzaprav čisto posledica tega načina vodenja družbenih zadev. In čim pridemo do zlitja izvršilne in zakonodajne funkcije, je popolnoma jasno, da se je politična in družbena premoč ne samo ohranila v političnem podsistemu, ampak se nasprotno okrepila. In zaradi tega imamo potem vse te težave, s katerimi se pravi, da prihajamo v avtoritarnost in celo v nevarnost sploh samega demokratičnega sistema.